En lep pozdrav vsem. Danes smo se zbrali prav posebno, pri prav posebni knjigi, ki se me je dotaknila seveda na nek način, kot da sem prišla domov oziroma kot da sem že doma. To je knjiga, ki poveličuje tudi tisto, v kar sem zaljubljena jaz. Zemlja, rastline, življenjska sila, odnosi, ljubezen in še enkrat ljubezen. In jaz sem o Anastaziji že nekaj let poslušala, to moraš prebrati, iz Rusije, iz tajge, zveneče cedre Rusije. To mi je bilo tako doma, to se pravi, to sem že nekje vedela, nekje slišala in sem seveda zelo z zanimanjem začela brati in seveda tega nisem pričakovala, pripovedi nekega moškega o neki ženski, ki razkriva skrivnosti sveta. In za začetek, tukaj sem si označila par strani oziroma več strani, kar se mi je zdelo zanimivo, ampak sem rekla, da bom se kar prepustila in prebrala oziroma izbrala odlomek, ki mi bo ta trenutek prišel na misel. In poslušajte, kje se mi je odprla. Nisi me hotela motiti, a si me zmotila? Oprosti, Vladimir, oprosti, prosim. Seveda, prav imaš, ko praviš, da si vsaka ženska želi, da bi jo moški opazili, toda ne le njenih nog ali prsi. Želimo si, da ne bi šel mimo tisti edinstveni, ki bo znal videti več. Toda tukaj ni šel mimo nihče. Le kaj je tisto več, kar bi morali videti, če so tu najprej vsem moškim ponujene noge, če so lepe, seveda, nekako nelogične ste ženske. Da, nažalost se včasih v življenju dogaja prav to. Morda bi raje nadaljevala najino pot, Vladimir. Si že pojedel? Se odpočil? Prešinila me je misel, ali ima sploh smisel nadaljevati pot s takšno filozofinjo in divjakinjo. Poleg tega je očitno, da ima nenavadne sposobnosti, saj sem izgubil zavest, ko sem se je dotaknil. Kaj naj storim? Naj se raje vrnem? Ne, sam ne bom našel poti do reke. Moram iti naprej. Prav, pojdiva, je rekla Anastazija. In tako greš v knjigo. Helena je danes z mano. Helena, jaz bi, preden začneva midve, ti pa se z Anastazijo ukvarjaš, odkar je pravzaprav Megre napisal to knjigo, ne? Če ti najprej predstaviš sebe, tako kot ti sebe vidiš, in potem se greva pogovarjati o knjigi, oziroma niti ne o knjigi, o Anastaziji, o ljubezni. Ja, prvič sem knjige spoznala leta 2005 in so se me tako globoko dotaknile, namreč zelo me je pritegnilo to, kot da je nekdo upodobil moje misli. Verjela sem, da je to vse res. Sploh v nadaljevanju tudi matematika, podoboslovje, odnos do zemlje, do vode, predvsem pa do sebe. In nikoli mi niso bile všeč avtoritete. In Anastazija je vedno govorila, razmisli. Predvsem je veliko govorila tudi o vzgoji. In nekako sem bila res očarana. In ko sem ležala na rehabilitaciji v nekem zdravilišču, sem se spomnila njene abecede, 1 + 1 je 3.
In res priletel je en orel in drug in zatem še tretji. Namreč, ravno v tem pomladnem času lahko opazujemo stvarnikovo abecedo, ki je tudi znotraj nas. Torej, mene so te knjige res na neki čudoviti način prebudile. In prišlo je celo tako daleč, to želim povedati, pri nas so knjige izdajale 3 založbe. Prva je bila založba Kalki. V letih 2002 do 2006 je išlo 8 ruskih knjig po 2 skupaj. Nara Petrovič je sodeloval pri jezikovnem usklajevanju in soprevajanju. In splet okoliščin je tako nanesel, da ko sem sledila svoji poti, se je pojavila dediščina, odprla sem svoj center, katerega mi je pomagal Žarek, katerega mi je pomagal zgraditi Janez. Seveda so uporabila domač les in vse tako. In imamo en krasen prostor, ki sem ga takoj poimenovala Anastazijina votlina. To je v kleti. In Megre je ravno v tem času napisal še 2 knjigi. Nara Petrovič, ki je bil z njim v povezavi, je me povabil, a bi ti to prevzela. In seveda, šla sem se učiti ruščino, prevedla vse dokumente, 1 leto je trajalo, da smo podpisali pogodbe in to brez vodke. Nadaljavo, ker vsi pravijo, da z Rusi ne moreš podpisati pogodbe, če se z njimi ne dobiš in tega ne zapečatiš. In zelo so me omejili. Želela sem izdati tako, kot je prejšnji založnik po 2 skupaj. Ampak je že hči Vladimirja Megreja Polina prevzela založniško hišo in je bil pogoj. Knjige morajo biti zelene in enotna naslovnica. In kaj zdaj, a ne? Ta Anastasija ne želi, da bi poveličevali njeno podobo. To je bil odgovor. In s Polino nisva mogli vzpostaviti jezika, dokler nisva vzpostavili srce. Potem sva se zmenili in je oblikovalka, ista oblikovalka, kot je oblikovala prve knjige, naredila namesto lovskega priročnika tole čudovito knjigo, kjer sva seveda 2 dni zbirali papir, posebne črke in tako naprej. To je en tak del, kako sem se seznanila s tem. In seveda ekološka srečanja, da so ekološka srečanja in vasi v Sloveniji nastale, so bile osnove te knjige. Ogromno vrtičkov imamo po Sloveniji, soustvarjanje, rodna zemlja, zdrav duh. Jaz sem pa želela vse povezati v skupini Zveneče cedre sprememb.si. In sem to naredila na Facebooku, skupino. In seveda, potem sem se nekako spomnila, da bi bilo lepo se dobivati in brati in pogovarjati o tem, ker, a veste, branje ni dovolj. Treba je živeti, sprobati, a ne? Da probaš, da sam posadiš, da vzklije, da opazuješ, da dodaš svojo energijo. In potem nehote preverjaš trditve, ali se ti res misli pospešijo, ali si res bolj zdrav. Očitno. Tako, seveda, prišla je recesija in še kaj drugega in Megre je ponovno napisal prvo knjigo in takrat sem jaz začutila, da je čas, da to predam založbi Primus in sem zelo vesela, da imamo zdaj že drugo knjigo, da se že 3. pripravlja, da bomo imeli celo zbirko prenovljeno. In marsikdo reče, jaz bi imel celo zbirko, ali smo že udejanili ali ne. Tako da poskušam to živeti košček po košček. In ne vem, Anastasija si sama izbira poti.
mogoče še nekaj. Rekla si Anastazija, ja, tako smo vajeni govoriti. Mi smo pa namenoma pustili in spremenili v S, eta, menja zavud Anastasija. To je po rusko, a ne? In v bistvu ona sije in naj zasije znotraj vas. Anastasija, se pravi, bomo bolj pozorni. Anastasija, sija, ja, sije, ne? Hvala za to, vidiš? Se zato te imamo, da nam boš kaj povedala o tem. Ker tudi imamo tudi prvo, to je pa ruska izdaja, takrat je pa še bila njena slika, mislim, ne? Ja, to je bila njena slika, a ne, zdaj... Eni sprašujejo, ali je ona to res ali ni, ne? To res ali res, a ne, ker navdihnila je mnoge barde, ki so peli, ki so govorili te resnice, tudi pri nas se prebujajo, vseh nas je, tisti, ki se mu ogrejejo, ki se mu zbudijo radostna čustva, to je samo prebujanje, ker smo na neki način vsi povezani, preko vode, preko zemlje, preko vsega. In ni treba, da zdaj vsi zapustimo stanovanja, sploh ne. Tukaj, kjer smo, je treba delovati, da pogledaš sočloveka, da si morda na balkonu vzgojiš nekaj, da greš s spoštovanjem v gost, ker vedno manj je več, a ne? Tudi neke zmernosti nas uči. In to se pravi, to ni, kako bi rekli zdaj mi, Anastasija je ali ni? Zdelo se mi je čudno, namreč tisti, ki so bolj vajeni potovanj v Sibirijo, so rekli, to so vsi črni, to imajo vsi tako oči. Lansko leto pa sva šla z Janezom na sever in sem se prvič spoznala s tajgo. In tam živijo naši evropski domorodci, Laponci. In a veste, kakšni so? Kako so lepi, oni so blond, drobni blond, svetlimi očmi. In ta tajga sega pač v arktičnem delu, sega do Rusije. In se mi je zdelo krasno. In še nekaj, velikokrat so me vprašali, a je ona resnična? Namreč so bile velike težave. In v pogodbi, recimo, ko sem jo jaz podpisala na 30 straneh, je pisalo, da je to fikcija. Ampak, jaz bom tako rekla, koliko smo pa mi resnični? Ona vzbuja občutke, ko bereš, pa še nekaj, ne brati doma. Mi dva z Janezom imava navado, ko greva v Iški Vingar v divjino, kjer ni signala, da si bereva na glas. Berte na glas v naravi, ker potem si lahko predstavljate. Tisto je pristno, kar si lahko predstavljamo, ko vidiš pred seboj. Tisto, česar si ne moreš predstavljati, to je mrtvo, to je plod tehnokratskega sveta. Torej, resničnost preverjamo srcem. No, to je zdaj, na primer, ena dobra istočnica današnji svet gre, tako kot bi se nekako razklav v eno smer, kjer se nič ne verjame, v drugo smer, kjer se verjame preveč in slepo, v bistvu tretja pa brli, ampak jaz seveda v vanjo najbolj verjamem, se pravi, ki je se pravi teorija ali pa znanje presvetljeno s tvojimi občutki, tako kot ti praviš. Ker mi seveda v gledališču najbolj vemo, jaz ne morem nikogar odigrati oziroma ne moremo nobene zgodbe povedati, če je mi ne občutimo. Preko naših občutkov jo lahko razumejo bolj vsi drugi. In to je tisto, kjer je, na primer, vidim tudi jalovo snove duhovnosti, ki v bistvu samo uči in spet se samo sledi, ni pa občutkov. Anastasija nas vabi v občutke. Knjiga je narejena tako, da se pravi, me gre sreča Anastasijo in jo tudi, kot ta pravi, če smemo uporabiti to besedo, runkelj, sprašuje, in reče, daj ti nared, ti znaš zdraviti ljudi, daj ti to nared in bomo lepo služili, pa bomo to,
pa bomo lepo, pa bom jaz bogat, ne. In potem ti vidiš in bereš, kako se mu ona nežno izogiba. Nežno, ona mu ne reče, ni prav služiti z boleznjo na ljudeh, ne. Ona ne reče tega direktno, ampak ga tako nežno in mu začne nežno razlagati, kako, kdaj ja zdraviti, kdaj ne zdraviti in se dotakne tudi tistega, česar nam skoraj nihče ne pove, da zdraviti ljudi, se pravi, se veste, to si vsi bojimo, da bi zboleli in če bi že zboleli, bi si želeli nekoga, ki ima čarobno palčko, da ozdravimo, ne. In ona pove to in zato je meni se kar milo storilo in je rekla, včasih pa koga ne smemo zdraviti, ne. Včasih je pa namenjeno kako drugače. Tukaj se seveda človeška pamet ustavi, ker mi tja v ta del, da je nekaj lahko tudi drugače, čeprav nas boli, dobrodošlo in dobro za nas, tukaj pa slabo razumemo, ne. No, ampak ta njena nežnost, oziroma kako si pa ti si spoznala Megreja? Osebno ne. Ne. Poznam pa 3 generacije, tako, preko Skypa, preko, tako da, no. On je zaslužil, kljub samo s tem denar, ne? Zelo je zaslužil, ampak kdo sem jaz, da sodim? Ja, to je tako, ja. Pravzaprav mu je povedala... Se mu je rekla, da bo zaslužil, ne? Da bo zelo zaslužil in ne samo to, naredili so krasno družinsko podjetje, oziroma vnukinja Nina je direktorica založniške hiše, Polinin mož ureja cedrove izdelke, zdaj imamo embargo, zdaj ne moremo tega dobiti, namreč celotno kolekcijo so naredili, od amuletov, eterična olja, cedrova olja, to se sicer pri meni še vedno da dobiti, a ne, ni pa original ta njihova blagovna znamka, ker smo eno drugo pot našli, ampak želim povedati to, dobil je navodila, da se mora 3-krat prikloniti v banki, predno gre po denar. Je pa res, a ne, Rusi so veliki, oni ne razumejo, recimo, čisto en tak konkreten primer, jaz sem samostojna podjetnica in počnem stvari tako s srčnostjo, jaz nisem biznismen, res ne. Jaz bolj uporabljam marketing, dam vedeti ljudem, da mi je mar, a ne, in če nečesa ne čutim, ne napišem, nisem na Facebooku skozi, mogoče enkrat na teden naredim neko srčno objavo, ko tako začutim in nekako tako ravnam, ampak oni so pa želeli, da jaz vsako leto prodam toliko in toliko knjig in tega nismo mogli zagotoviti v času recesije, a ne. In potem je bilo tako smešno, ko sem plačevala tantieme, a ne, da sem v bistvu plačala mnogo več stroškov za nakazilo v Rusijo, kakor je bil znesek. In potem smo se zmenili, da smo to zaključili, da sem poravnala za vse neprodane knjige in potem, da smo s tem prenehali. In ne razumejo o poročilu, recimo za vsako knjigo smo posneli duhovni utrip, v vseh možnih revijah je bilo, a ne, do leta 2010, 11 in 12. Ampak ni bil še čas. Anastasija si sama izbira čas. Ker pač še nekaj je. Omenjene so temne sile v knjigi in to mi je tudi recimo Nara rekel, da prejšnji založnik je tudi imel take zelo hude težave, da kdor se ukvarja s tem, dobi nek napad temnih sil in se kar nekaj zablokira. In v bistvu, a ne, ko ona leži v travi in poskuša z občutki to pretransformirati, kakorkoli, želim to povedati. Dokler bomo vsak večer se ozrli v nebo, poiskali zvezdo in začutili zemljo pod seboj vsako jutro, odprli srce, bo vse v redu. Ti ne more nobena temna sila nič. Oziroma, mogoče je bolje uporabiti naziv
odsotnost svetlobe, ker že s tem, ko izgovoriš, priznavaš to, a ne. In ne vem, ne vpletam se v njih. Se mi zdi, da bi se morali veliko bolj usmeriti na to, kar nam je dano in kar je v moji moči, ne da se toliko oziramo po drugih. A si ti v Rusiji videla kakšno njihovo skupnost, oziroma imamo v Sloveniji kakšno skupnost prav tako na tem temelju ustanovljeno? Zdaj, v Sloveniji je malo drugače. Mi nimamo tako velikih posestev. Oni so balšoj, oni so veliki. Oni so samo 1000 knjig. 1000 knjig je v Sloveniji ogromno, da jih prodamo. Sploh, če jih je nekdo pred nami že 4000 prodal, a ne, prvi založnik. In zdaj tretja založba prvo knjigo. Ampak zdaj so novi časi in mi to potiramo rekorde na vsak način. Je pa tako. Naša vas je zasnovana tako. Naša vas je imela hišo, vrtiček, zemljo pa nekje drugje. Mi nimamo v kosu 1 hektarja. A ne? In v bistvu vsi malo improviziramo. Tudi, če imaš samo na balkonu, če imaš samo nekaj, en kotiček, čisto zadostuje. Sej ni meja v končni fazi, nič ne bomo odnesli seboj. Je pa dobro, a ne, načrtovati, ne vem, da posadiš neko rodovno drevo, da privabiš vse prednike, sploh kar v tej knjigi zveneče energija tvojega rodu. To je tako pomembno poglavje. Lansko leto sem zasledila še 2 knjigi, ki govorita, kako je pomembno 7 rodov nazaj priznati. In z Janezom sva bila lansko leto na postavitvi družine, kjer se oziraš nazaj v reko prednikov. In ne gre za obsojanje, kaj je kdo naredil prav narobe. Energija življenja je tekla do mene, zdaj je na meni, da jo dajem naprej. Ampak je treba to samo priznati, reči, a ne. Posadite eno drevo. Jaz upam, da je tako, jaz bi rekla zdaj vsem vam, ki ste tukaj, eno majhno nalogo, mislim, vam dajem, to se pravi, najmanj enemu sporočite to naprej. Tako se en po en se začenja, povejte naprej, povej naprej, ker gre dejansko, mislim, jaz sem se tudi, ko sem brala, spraševala, a je to duhovna knjiga, a je to sveto pismo novo, kaj to pravzaprav je, kako bi, ker na trenutke se mi je tudi zdelo, da, to sem te hotela tudi vprašati, da je knjiga napisana tako, da jo težko bereš, da ti začnejo kar stavki mal nekam po svoje iti, oziroma se ti celo zazdi, da ni slovensk, da nima logike. In seveda, dokler se s to logiko boriš, je itak nič ne razumeš, in jaz sem se pol prepustila, jaz vem, da se je treba prepustiti. Ampak je to namerno, si ti to opazila, a sem... Ruski jezik ima 33 črk, ima 10 samoglasnikov. In ruskega jezika se učijo otroci 8 let. Ker en izraz s takim naglasom pomeni nekaj, z drugim pa drugače. Pisati. Ali grem lulat, ali pa pisati knjigo. In tako naprej. Tako da ruščina je tako kompleksna, me gre, je otroštvo preživel v Ukrajini. Njegov oče je Belorus in je uporabljal zelo veliko deleži. Ko se to direktno prevaja, čudno nastane, branje nastane čudno. Vem, da si se zataknila pri stvarjenju. Ker je tako, ampak to je namenoma. Mi smo to drugače prevedli, ampak mogoče je zdaj čas za to, da se vidi, stvarjenje je tako nekaj posebnega, tako da zdaj mi gre kurja pot, tega ne moreš takole brati zvečer v radiju, v glasbi, to je treba brati v naravi. Takrat v bistvu je zakodirano,
bere se vmes. Bere se vmes, ko prebereš podobno kot Martin Kojc, ko je zazipano, če ta izraz uporabim. In to ni za razum. Mi uporabljamo samo razum, kar je narobe. Prebuja radostna čustva, je rekla Zvezdana. In ko prebuja čustva, prebuja tudi intuicijo. In v bistvu takrat postanemo polnovredni ljudje, ko uporabljamo vse dele, ne pa samo en del. Zato gre. Tako da ja, tudi mene, ko sem prvič šla to učiti, sem rekel, kaj pa je to? Ampak mi je zelo ljubo. Res mi je ljubo, da se vidi, kako to stvarjenje res. Sem zelo vesela, da ga je Maigret umestil v prvo knjigo iz 4., ga je umestil eno poglavje v to, in ker je to dobro večkrat prebrati, da se prebudi naš rodovni spomin. Za to gre. A veste, bliža se konec te dobe in se rojeva nova. To je preprosto dejstvo. Zdaj, koliko smo prebujeni, je pa od nas odvisno. In govorijo ti novodobni, ja, jaz imam tudi meditacije, pa kakšne take zadeve, pa mi je včasih prav nerodno, rečem, kakšno potrošništvo duhovno je nastalo na tem področju. Res prav, in rečem, ne bom nič oglaševala, če bo kdo prišel, bo že začutil. Resnično. A veste, nikogar ni, ki bi se lahko postavil nad vas. Božanska iskra je v vsakem izmed nas. Nihče ne potrebuje učitelja in guruja. To ste vi sami. Vse, kar pa preberemo, pa slišimo, od koga je to dobrodošlo, mora pa seveda vse skozi naše misli, ne? Skozi naše doživljanje. Ne? Skozi misli, srce in še skozi prebavo. V kitajski tradicionalni medicini, katero sem mimogrede študirala, imamo Zhang Fu organe, vodli polni. Srce je povezano s tankim črevesjem. Zhang Fu. In to bo čas poletja. Trenutno se nahajamo v fazi elementa les, jetra. Koliko mi gre na jetra, ta poročila, to. Samo vlagate energijo. Mi vsi, ko komentiramo, spusti ljubezen ali uporabi Sokratovo sito. Res prav koristno. Res? Se pravi, odrežeš? Res, ne, res, resnično. Res? Čeprav mogoče je boljši izraz, poslušajte to, resnica, pravda je veliko bolj prava beseda. Prav. Potem pa druga stvar je? Najprej resnica, Sokratovo sito, če greste na Google. Nekaj, kar drži, s čemer se poistovetim, nekaj, kar je dobro in nekaj, kar je koristno. In jaz to uporabljam tudi, če grem v trgovino. Mislim, da sem to nekje slišala, zdaj si me pa to naučila. Zelo sem vesela, da se iz kakšnih pogovorov tako kaj naučim. Moram reči, da seveda prej sem tebi prepodvala, jaz sem bila zdaj, se pravi, imela tako res delovno leto in sem si vzela 4 dni in sem šla na otok Brač. Cel otok cveti. Ena sama preproga rož. In meni gre na jok, ko se zagledamo te rože, ker je ena bela, ena je svetlo rumena, ena je živo rumena, ena je vijolična, ena je roza. Mislim, in ko zagledam te barve, se mi zdi, da sem res lahko hvaležna, da sem tukaj, da lahko to sploh vidim. Ta čudež, to lepoto. In sem učila eno prijateljico, Francozinja, ki se je zdaj zmislila, da bi pač ona tudi malo kaj gojila in tako, in je rekla, dali so mi paradajstke in bi jih jaz posadila in je takole malo neko jamico delala in tako sem rekla, ne. In pa sem seveda razmišljala, kako jo naj nauči, kako ji naj kaj povem, da ne vzgubila veselja, ne. In pa sem rekla, ne, veš kaj, takole, ne. Ta paradajzek je zdaj tvoj otročiček, v glavnem, tako kot delam jaz.
In potem tega pobože, tega tle na stran, in zdaj si dej rokavice dol, to te hočem ravno vprašati, dej si zdaj rokavice dol in sama izdolbi jamico. In ga potem položi, tako kot dojenčka noter, da se bo naslonil, da bo imel dovolj prostora, in potem ga zasuj in ga pobožaj, z njim komuniciraj. To je zdaj tvoje, dotakni se zemlje. No, ti praviš tudi, ne, kako je to pomembno, se dotikati zemlje. Ne? V bistvu ne govorim tega jaz, govori Anastasija. Pravi tako, seme kot zdravnik, posebno poglavje. Predno daš kalit, da daš seme v usta, da mu daš svojo energijo. A ne? In potem ne spiraš, daš pa zemljo in ne zaliješ takoj. A ne? In potem postaviš ven na zemljo, oziroma ali pa na balkonu sajenčke. In to obsijejo zvezde, planeti, sonce. In to seme, eno drobno seme, ima točno informacijo, kaj zraste iz njega. Letos sem se čudila tem kapucinkam in rožicam in tako, a ne, kako so uskalile in so me vsak dan razveseljevale. In to opazuješ. In ta rastlina ne samo, da ima svojo izvorno informacijo, ima mojo informacijo. In plodovi teh kapucink bodo zame zdravilni. Sploh, ko bom šla na vrtce sprehodati, a ne, in jih bom pozdravila, one bodo zame cvetele. A ne? To se mi zdi tako pomembno. Pa še nekaj o črkah, a ne, in o tem, in o rožah. To je vendar stvarnikova abeceda. In mi smo vajeni, permakultura, orjemo, ne vem kaj delamo, ampak ljudje božanskih pravirov, vedski ljudje, so dejansko živeli v izobilju, ker so posadili tako stvari, da so se podpirale in jedli sezonsko hrano. Prazniki, recimo ravno v obredih ljubezni, jabolčno odrešenje, točno na določen dan ti jabolka dajo največ energije, takrat ko dozorijo, a ne, in tako naprej. To se mi zdi pomembno, najprej, da vzpostavimo stik s seboj, šele potem lahko s sočlovekom in z naravo, a ne. In da prisluhnemo tej stvarnikovi abecedi. Ptičje petje, vsak dan nam govori stvarstvo, mi pa samo prosimo, a ne, v enih od naslednjih knjig je molitev. In Anastasija ga začne tako: Oče moj, bivajoči povsod, za svetlobo življenja tebi hvala. Hvala za resničnost tvojega kraljestva. Naj bo dobro. In tako naprej. Mi pa samo, ne vem, če že molimo, meditiramo, samo kako vizualiziramo to, a ne. Ampak v bistvu vse imamo. Sprehod v gozdiček, že dobimo, kar potrebujemo. Koprive, regra, trman, če imaš, ni da ni, vse. Se mislim, da se v Sloveniji to zdaj zelo, jaz sem prav razmišljala, ker mislim, da tudi ona nekako v bistvu namiguje, mislim, to je zdaj zaposlati tja gor v temle vlade in tako naprej. V bistvu je to dobro čtivo in dobra ideja na koncu koncev. Predvsem me pa zanima, a se ti zdi, a so prav vrtičkarji tisti, ki naj bi rešili svet? Ker kmetje danes, da ne bi čisto razumeli tega, ne? Jaz živim na kmetih in vidim, ne? Njim je všeč, če lahko strojem, da čim hitrej, čim bolj enostavno in da v osnovi velika večina ne razume, kaj počnemo z pesticidi in tako naprej. Kada ne bi, mislim, Slovenija se pa meni zaradi majhnosti zdi idealna, da bi bila samih vrtičkov in bi cela Evropa blaznela za temi našimi dobrimi, ekskluzivnimi oziroma naravnimi stvarmi. No? Pred leti sem našla, oziroma
v Cankarjevem domu je bil Komat z Gržanom, sta imela pogovor, tako kot mi dve, in Komat je izdal eno krasno knjigo Zemlja, voda, seme. Jaz sem bila tako navdušena, a hkrati tako žalostna in vsem priporočam, kdorkoli se ukvarja z zemljo. Potem je še ena knjiga Revolucija ene slamice Masanobu Fukuoka. Domen Kavčič je direktno z japonščine to prevedel. Revolucionarna knjiga. Govori o tem, kako res bito izčrpano zemljo je spet povrnil na naravni način v naravno stanje, brez mučenja. In ja, ko se ti ukvarjaš, zdaj težko je soditi, živimo v takem sistemu, da je pač treba preživeti, a ne? Davke je treba plačati in tako naprej. Čeprav včasih je bila desetina, a ne? Zdaj je to malo drugače, ampak ne bomo se spuščali v to. Ja, vrtičkarji, ko se z ljubeznijo dotikajo zemlje, so tisti, ki rešujejo svet. Ker zemlja to čuti. Zdaj, vsake toliko časa so tako krasni dokumentarci na slovenski televiziji in jaz vsak tak dober dokumentarc o rekah, ne vem, delim na Facebooku Helena Cesar Žarek, zato, da bi si to pogledali. Da bi si to pogledali čim več ljudi, da bi se prebudili, ker tudi, če imam zemljo v lončku, pa jo pobožam, pa se ji zahvalim. Mi samo dej. Rastlina so temelj ljubezni, dajanja. Tudi, če gremo sekiro nad jablano, ti da svoj sad. In to so naši prijatelji, to so živa bitja in zemlja je živa. V eni žlički je 1000 različnih živalic. Ja, jaz sem danes v Delu brala, da so šli delati eno tako štih probo, ali kako bi temu rekel, seveda v te naše verige in da so v eni papriki iz Koreje ali odkje, ne vem odkje, v glavnem, najdli 177 ostankov pesticidov, ne? To je noro, ne? In da pravzaprav ni bilo zelenjave in sadja brez v trgovinah nasploh, brez pesticidov, ne? Tako, da, toliko o tem, ne? To je res žalostno in taka hrana pravzaprav povzroča bolezni, a ne? In to, kar sam pridelaš, tudi če je en tak, ne vem, kar neki, a ne? Če ni tako lepe oblike, je pa zato zdravo je in manj je več, pa še nekaj, a ne? Anastasija je pravzaprav razkrila eno skrivnost v tej knjigi, tudi da vam dam en sladkorček. Jesti bi morali tako, kot dihamo. To je zelo za razmišljati o tem in še vedno razmišljam o tem. Torej, ko grem na vrt, ko grem v gozd in nekaj vidim, seveda je treba vzpostaviti stik s seboj. Kaj potrebujem? A veste, da je vaše telo tako fin instrument, pa ne samo takrat, ko zbolimo. Če si damo roke, da si prekrižamo in če se lahko nagnemo naprej, je to pritrdilno. Če začutimo čim manjši upor, je to negativno. In greš na vrt, to je dozorelo. Danes sem prvo jagodo na balkonu potrgala in pojedla zjutraj. Sem začutila, da jo potrebujem, ne bom čakala na Janeza in sem jo kar pojedla. Recimo, to, kar se ti vzbudi, ko rečeš, kako lepa solatka, smo imeli zdajle srečanje neko in sem porezala rabarbaro in naredila čudovit sok in pito in če ne bi šla na vrt, je ne bi videla. In podobno, ko grem v gozdiček, ne zdaj tisto pohlepno, s koso in to, vsako posebej in požvečam in ugotavljam, a mi paše ali ne. Tako se učimo. In ne samo, da dobimo hranila, v enem vršičku koprive je več vitaminov, mineralov, kakor v celi skledi solate. In če to lepo utrgam in zmešam z rozinčkom, imam najboljšo frutabelo.
ne tega pozabiti. In jaz vedno pravim, ker imam toliko kopriv, pravim, koliko sem pa jaz bogata in hodim kot kraljica. Pravilno. Ker je to, ne, mislim, meni je tudi, naprimer, zelo zanimivo, te divje rastline, po zimi tudi pod snegom, včasih, če me prime, grem in skopljem in pa najdem kakšne srčike, kakšnih in rečem, le se za eno žličko bom imela, da bom čutila to, ne. Tako da, Anastasija nas vse to vabi. Kaj je pri tebe najbolj se dotaknilo v teh knjigah? Ja, ti si prebrala že vse. Kaj je tisto? Večkrat, ja. Kaj je tisto, kar bi prav, če bi naprimer komu rekla, kako bi ga povabila, da gre brati te knjige? Čisto vsakega drugače, kar bi začutila pri njemu. Ampak mislim, da govorjenje ni tako pomembno. Pomembno je, da mi svojim življenjem kažemo, kdo smo in kaj smo. Tako ali tako preveč govorimo. In ugotavljam, da pač si, a ti žarijo oči, a ti ne žarijo, a si prijazen, a nisi, a ne. To je največ. Mogoče bi sem eno stvar tako rekla, veliko ljudi zelo obupuje. V stiskah so, prav v hudih stiskah. Namreč delam tudi kot terapevtka in imam veliko pacientov z multiplo sklerozo in tudi tako, mladi prihajajo k meni, ker imajo zelo take hude težave, ne vidijo izhoda, ogromno takih stiske in vsak, kdor začuti, da bi rad prišel nazaj k sebi, mu priporočam tako knjigo, ker nekaj je. Časi, v katerih živimo, res niso lahki in vsak dan je izziv. To, da ravno v Anasti je en tak čudovit stavek, kako je mala deklica, neka prednica, naša prednica, ustavila ledenik, ampak in gre za to moč misli in ali hipoteka antirazuma je predstavljena in s to hipoteko antirazuma se mi zdaj zelo srečujemo. Delaš nekaj, kar te ne veseli, vedno premalo narediš, si bombardiran. Ravno včeraj mi je ena mlada ženska to razlagala in je bila res tako v taki hudi stiski. Ampak, ko to govorim, ko to razlagam, ja, treba je povedati, ampak lahko to začutim kot nek izziv, da rečem, dovolj je. Zaslužim si nekaj drugega, da stopim izza okvirov in da se usmerim. Ko je prihajal ledenik, se je Anasta usmerila na svoj mali kotiček vrtička, kjer je rasla rožica in je samo njej pošiljala ljubezen. O, kako si lepa, in zaradi tega se je ustavil ledenik. Simbolno napisano, preprosto dejanje majhnega otroka, ki misli dobro, lahko ustavi kataklizmo. Je pa tako, veš, če gredo vedno na svetlobo, ampak ne to razlagati, pusti. Jaz tebe vidim, namreč, se veš, jaz sem čisto zaljubljena v vse to, kar govoriš in jaz to tudi živim, ampak ti pa že res živiš. Vidim, da imaš krilo iz lana. Konoplja. Vsa sem konopljina. Vsa si konopljina. To je naredila Lucija na rodovnem posestvu. Pustila je običajno življenje, začela gojiti konopljo in sem lansko leto za vsa ta obredja, za vse te stvari. To je čisto naravno njeno delo. Lucija. To se pravi, da imamo Lucija. Zlodej se celo piše. In njena blagovna znamka je Luni in živi na rodovnem posestvu na Vojskarski planoti. Ogromno posestev imamo pri nas, samo to je tako. To ne moreš kar tako pridati. Zato pa imamo ta srečanja, kamor zdaj jih imamo septembra,
ekovaška srečanja in pridejo ljudje tja. Srečanje je na principu open space, a ne, jaz imam običajno, kaj on na stazi, vsak nekaj predstavi, če ti ni všeč, greš drugam, si prinesemo, naredimo neko vegetarijansko jed in tako naprej, no, toliko, ker tega še nisem povedala. In imamo ogromno teh posestev s tem, da recimo so k meni prišli tudi iz tujine, iz Francije, en par, potem Stefan Veda, njegova žena iz Koreje, je iz Koreje in v Koreji izdajata knjige, on v Nemčiji, Avstriji in v bistvu smo naredili nek zemljevid, kje to je in je vse na moji spletni strani, a ne, ampak spet je treba vedeti, čisto vsak neguje svoj vrtiček, a ne. Tako. Ampak tudi vidim še nekaj, ne. Jaz sem zdaj v teh črnih čevljih in ko mi čakam, kdaj bom bosa, ti pa si že tako rekoč skoraj bosa, ne? Ja. Mislim, si že v sandalih, hočem reči. Seveda. Si veliko hodiš bosa? Po vrtu, po gozdu, ko je primerno vreme. Drugače, jaz sem tudi član društva bosohodcev, ampak to zato, ker sem izdala knjigo Nare Petroviča, Človek navodila za uporabo in sva takrat sponzorirala to, drugače pa ne, jaz hodim kar tako obuta, ker, a veste, stopala vse prevajajo in ne tako bosi hoditi, kar poberete svinjarijo. Jaz bosa hodim tam, kjer je čist prostor, po gozdu, Po mestu ne moreš. Ne, absolutno ne. Ja, Nara pa hodi. Ja, Nara pa hodi. Nara je pa zdaj prišel z Amerike, pa smo se srečali v Naravicah, tako da, ja, lepo. Kakšna pa je, kako pa naprimer, Anastasija tudi govori, zdravljenje nadaljavo in ena zdravljenja ja, ena zdravljenja ne. V bistvu ona je to pač, ima dar svoj žarek. Ampak ta žarek imamo mi vsi. Čisto vsi. Nihče nima pravice se vmešavati v nekoga drugega, ker mu s tem jemlješ moč. To je moje mnenje. In tudi, naprimer, ko pride k meni stranka, pa jo boli hrbet. Jaz naredim masažo, ampak tudi pokažem vaje, kaj ne dela. Ker vsak je dolžan sam, da razmisli o svojem načinu življenja, vnese spremembe v ritmu, ki mu ustreza. In to tudi Anastasija govori. Zanimiva je šola, ona govori tudi veliko o vzgoji. Lansko leto decembra so imeli v Šmarju pri Jelšah moj podmlade, kjer se dobivajo rodovna posestva iz Kozjanskega. Zdaj poleti se verjetno bolj manj, po zimi se bolj dobivajo in se dobijo vsakič pri nekom. In so imeli 50-letnico v knjižnici in sva šla tudi z Janezom. 50. srečanje. In je bilo tako čudovito in recimo bom povedala, ker se mi zdi tako zelo pomembno. Jaz ne hodim službo, to pa tam delam 8 ur zato, da si pol kupam hrano, pa raje si jo sama pridelam. In tako je par družin šlo in kupilo zapuščene kmetije. In recimo Maruša Planko s Kaškleh ima tako krasno kmetijo. Ona se je naučila koze most po YouTubeu, mestna punca, zdaj ima pa tako blagovno znamko koza.si in prireja srečanja. Pred 5 leti sem šla k njim, tudi tako, koga sprejmejo, da z njimi živi, da z njimi dela in tako naprej. In to, ne vem, bilo nas je okrog 30. In veliko je takih ljudi, ki si pomagajo med seboj. In to ne gre samo, da zdaj ti tam nekaj delaš. Gre za
delitev semen, izdelavo starih inštrumentov, vsak nekaj speče. En gospod je izdelal inštrumente, nam je tam zaigral, a ne. In to je tako krasno, to je pravljica. To je pravljica, ja. To je res pravljica, ki jo vsakemu privoščim. Ja, sej so. Sej so, če se tako odločijo. Jaz sem mogla prav preklopiti, ko sva prišla v Ljubljano, da moram malo bolj na škrge dihati. Res, ker mi ta zrak ne paše. A ne, pač. Pa tudi to je lahko predsodek, ne, na koncu. Ja, lahko. Tudi to lahko spremeniš, če hočeš. Seveda. Tako da vse se da, če se hoče, a ne. Kaj pa, če bi na koncu koncev pol ste pa vinovarci, da sprašujete, seveda pa preberete, predvsem to, zato jaz ne govorim rada preveč o vsebini, ker knjige so zato, da jih bereš, ne, da ti vzpostaviš svoj odnos z njimi. Jaz sem seveda navdušena in več kot navdušena. Kaj pa ta ženski princip, to se pravi, kar sem v začetku prebrala, ta ženska, ženske ste kakor malo že čarovnice oziroma nelogične, nerazumljene, ampak sledil vam bom, ne. Zdaj ta ženski princip, pa ne. V bistvu se skriva notri bistvo, ker sta skupaj spočela otroka. To je čisto na samem začetku, to me gre tako razmišljal, ampak potem, ko je pa on doživel božansko moč v intimnem odnosu, ne zaradi užitka, temveč kot sin Boga bo z boginjo ustvaril novo življenje, ker je bil tak vzgib, ker si je zelo želel sina in je v trenutku pomislil, tega niti ni mogel registrirati. In v naslednjih knjigah se vrača nazaj na to in so tudi razprave. Namreč, kako vzeti človeku dostojanstvo, da začneš z njim manipulirati, da svete stvari pravzaprav začneš zaničevati, zlorabljati in to mi počnemo. In zato ti ne znam odgovoriti, ampak sem zdaj povedala več. Vsak mora sam, zaželjeno je, da vsak sam prebere in razmisli o tem, ker se spremeni odnos. Ker pravzaprav... Moški ženska, ne? Moški ženska, seveda. Se pravi dva Boga. Ja. In tudi on na nek način, vsaj v teh dveh knjigah vidim, da jo vedno bolj sprejema. Najprej se je malo ustraši, misli, da je čarovnica, ne razume in potem začne in se zraven nje v bistvu še on odpira v dojemanju oziroma vedno manj tako enostaven, konkreten, modern, tehnološki je, ne? Ja, za njega je to kar šok, on je bil zelo uspešen podjetnik, ampak ko so se v Rusiji začele dogajati spremembe, a ne sploh po padcu Sovjetske zveze, je prišlo do perestrojke, lahko so podjetniki začeli s svojim biznisom in on je bil veliki šef, a ne? Tako, ja, ladjar in tako, in pomemben, on je ljudem nosil civilizacijo in dobrine in tako naprej. Ampak nazadnje je ugotovil, da je to ravno obratno, da Anastasija ve več o tem svetu, o čutenju, o zdravstvenem stanju, kakor on sam in mi sami. In zdaj za konec, zdaj ste vi pol na vrsti, to si mi ti danes podarila in jaz, ko sem seveda brala, sem si takoj zaželela, kako bi jaz do tega prišla. Se pravi, cedra, kaj se z njo dogaja, kako, mi da so že prej posnele malo. Se pravi, se jo dotikaš. Tako je, vsako drevo, vsaka rastlina je pač nekaj božanskega. Cedra je pa sploh posebna, če se spomnite iz Svetega pisma in v Stari zavezi, skrinjo zaveze so zgradili iz cedrovega lesa, tempelj, vse pomembne stvari so iz cedre. Ja.
Tako. Sibirske cedre, v bistvu... Tudi libanonske cedre, ja. Se zato na Cipru, Cipr je zdaj tako, ker so tam vse cedre posekali. V bistvu so uničali, ja. Ampak cedra je posebno drevo, tako kot je vsako drevo posebno, ampak cedra prevaja energijo iz kozmosa do zemlje, preko človeka in se odbija nazaj. Spostavi se neki krogotok in tudi po analizah deluje razkužilno. Vam dam domačo nalogo. Mi sicer nimamo cedre, jaz imam 2 mali pred žarkom v loncu, vzgojeni iz semena. Cedra pravzaprav deluje razkužilno, pomirjajoče, cela je koristna. Tudi ko se jo poseka, vse iz nje, en mali košček lesa prinese toliko nekega blagostanja in na konicah prstov se nam končajo meridiani, in ko smo nervozni, lepo gladimo ta svoj košček in v bistvu harmoniziramo misli. In tako kot sem rekla že prej, je ta vušing, element les, element jeter, ko gre na jetra transformirajo tudi vse občutke. In pravzaprav pomaga v tem času, zelo podpre telo, da lažje transformiraš take stvari. In lepo jo je imeti, in plava gor, in midva imava in žlice, in je tako zanimiv, skozi je na vrh. Žlice in sklede in vse. Zdaj se jih ne da več dobiti, glavnik, a veste, da sem jaz imela to klas, zdaj imam dolge, imam glavnik iz cedre in ko se češeš, kot da vetrič piha skozi cedrove listke, ampak domačo nalogo nisem pozabila. Smreko poznamo, ali pa bor. Samo eno iglico otrgajte, pa jo požvečte, koliko ima eteričnih olj v sebi. Sibirska cedra je latinsko ime Pinus sibirica, to je pravzaprav bor. In tudi, če najdete pri nas kakšen bor, ki mu bolj ustrezajo pogoji, ga lahko posvojite. Midva sva našla na travniku en mali kuštrov borček, katerega bi pokosili in sva ga skopala in jaz sem ga imela na balkonu in sva ga posadila na najin vrt in je zrasel ta bor v mogočno drevo in potem so lansko leto delali železnico in so ga posekali. Se zgodi. Tako je v življenju. Nič ni tako kot, sploh če imaš v najemu, nimaš vpliva na to. Ampak drevo je dobro imeti. Tudi, če ni vaše, da si ga izberete, da se naslonite na njega. Drevo predstavlja človeka, korenine, vašo prizemljenost, spodnji svet nauk, srednji svet jav, kjer javkamo, kamor se naslonite, in zgornji svet prav, iz katerega prihajajo pravljice. In tudi, če to za vas pravljica, vse je dobro, če je pa res, pa toliko bolje. In tako sem si jaz rekla, to je pravljica, ampak to jaz živim. Se pravi, pravljice se da živeti. To je, tako smo prišli ta krog. Sem se pa spomnila, ki si zdaj govorila o tisti višnji, mali višnji. Jaz imam tudi zelo velik dreves in imam za vsako posebej tudi odnos in imam tudi eno, ki sem že skoraj upala, pa sem rekla, ja, nač ti pa mi bova pa šle rakom žvižgati, ali kaj. Pa spet jih ima ogromen od spoda, razumeš, ne, ona hoče tam biti, se reka, nač pa bod, tle, pa bod, če tako trmasta, no, pa to kot rok misliš imeti. Ja, ljudje s svojim mešavanjem največkrat naredimo škodo. Ja, mislim, da se ljudje velikokrat tudi, mislim, že to, jaz vsaj, to so moje izkušnje, moje skromne, naprimer tudi živali razlagamo samo mi po svoje, skozi našo psihologijo. Mislim, mene so predvsem naučile veliko smrti živali, ker sem videla, kako umirajo,
ali pa ko so bolne, kako one to doživljajo. In takrat sem videla, da to mi, Boga, vodiča moja, pa ne vem kaj, to je vse skup, ne, mislim, to je tako, kot si mi predstavljamo, ne. Tam v tisti svet je čistejši, tudi močnejši, sooča se z minljivostjo, pokončno, tako ponosno, iskreno, jasno, in to me je navdišalo. To je tudi meni na koncu koncev pomagalo za tiste čase, ki prihajajo. Ampak, ko si omenila minljivost, bistvo je večnost. Bog reče, ko bo tvoja misel prišla do konca, se bo začela rojevati znova. In pravzaprav, ko odidemo, zato gledamo zvezde, vsak ima svojo zvezdo. In v bistvu inkarnacija ali kakorkoli si to že razložimo, vse eno. Pustiš nekaj, lepe občutke, mogoče, ne vem, mi je všeč govorica dreves, zdaj so te knjige razprodane, ko je Peter von Leben lepo pisal, da imajo gozd namesto pokopališča in da posvojiš neko bukev, ki je namesto groba. To se mi zdi lepo in se tam raztrese pepel. Krasno! Postaneš, iz tebe rastejo druge živalice, rožice in tako naprej. Tako da to je, narava je, jaz bi sam to še rada povedala, ker pač ne morem brez tega, da v bistvu se je moja, jaz se 2012 sem en sanjalni v teh knjigah in tako, ampak moja duhovna pot se je v bistvu začela, veste kako, ko sem jaz na tej svoji kmetiji neko noč sedela na travniku, in se veste, poletna noč je polna zvezd. In se takole ozrem gor, tega ne bom v življenju pozabila. In tako v hipu doživim tisti občutek, pa saj jaz sem tle samo sekundo. Mislim, kaj se jaz sploh grem? Kako sem pomembna, kaj moram? Jaz sem tle samo hip. Hip sem na tem svetu. In kaj hočem ta hip? Sam narediti dober, biti hvaležna. In sem začela jokati od milosti, da sploh sem, da sem lahko doživela ta trenutek. Veste, mislim, pejte pogledati tisto nebo, mili. Mislim, to je neskončno. In jaz sem del tega. In takrat se je začel, in ko so mene pa leta in leta spraševali, ti ziher meditiraš, ne, sem rekla, ja, na nek način meditiram, v zemlji delam, ne. Tako sem se, nekako še takrat sem imela še slabo vest, mislim, ja, meditiram, v zemlji, to je moja meditacija. Tako da zdaj se pa na vrsti vi. Upam, da ste verjetno, ki ste prišli sem že itak zaljubljeni v naravo, prav ljubezni je treba čutiti do narave, do te zemlje, tako kot se prej razlaga, do vsega. Živega, do misli, do odnosov, do vsega, no. Pa je tako lažje živeti, mislim, pa je pravzaprav vedno bolj preprosto živeti, če razvijaš to ljubezen. Imate kaj za vprašati? Čutite to ljubezen, to vidite, kako vibrira? Kako nam toplo nam je pri srcu. Gledam tam, da vidim mučke. Vidim te, slišim te. Sama božanska bitja, prebujena. Je kakšno vprašanje ali pa kakšen vaš vtis, je že kdo prebral? Anastasijo? Sem vse prebrala, ampak že 10 let nazaj. Pa z Narom Petrovic sem že bila skupaj, meni se je jasno. Na njega morate me spoznati z njim. Čudovit. Pa kaj je jasna, rodovna zemlja, z njo sva tudi prijateljice. Tudi meni to se je znano, in že 25 let to živim. Aha, tudi. Wow. Lepo. Ja, človek, jaz vem, naprimer, da jaz sem živela v mestu, jaz nisem bila rojena na zemlji, tako, in sem v bistvu šele po 40. letu to začela, me je klicali. Tako da, jaz svoje intenzivno nastopaško življenje neutraliziram, samo takole se dotaknem in rečem, greva se mi za malo pogovoriti. Takoj sem pri sebi. Takoj.
No, jaz bi rekla mogoče to, a ne, jaz sem tudi vse knjige večkrat prebrala in tako, ampak tale nova zbirka si zasluži posebno pozornost, ker je drugačen prevod, ker je drug rokopis, ker je dopolnjena knjiga in so notri nova poglavja. Nova poglavja, to bom posebej poudarila in celo lahko povem to, napisala sem spremno besedo v knjigi in Medvejo je zelo pohvalil in da sem vzor ostalim založnikom. Ne, absolutno ne. Samo želela sem dati lepo popotnico in povedati, kako je to pomembno in vam res predlagam, kupite to knjigo, ne bo vam žal, to je najboljša naložba, preberite jo, berite si jo na glas, poljo pa komu podarite naprej. Če imate že svojo zbirko, poglavje je energija tvojega rodu. Vse se začenja pri prednikih, 7 rodov nazaj in 7 naprej. Babice svetujejo svetu, je tudi ena uspešnica in noter točno to piše. Našla sem te informacije na večjih področjih in res je pomembno. Ja, to vem. Tako da res toplo priporočam, stvarjenje je drugače opisano. A si ti videla, da ima Primoz tudi drevešček noter? Ja, seveda. Ja, Primoz, pa narava, ne? Jaz res toplo priporočam, vzemite te knjige, ker... To pa predvsem za tiste, ki gledajo na Facebooku, ker mislim, da ste vsi tle, ki boste znali knjigo kupiti. Ker knjigo kupiti, to sem videla, to zdaj imam tudi jaz svoje lastne izkušnje, kar nekako je tako, se nam bojo kdo poklonil, se jaz razumem, da si jih včasih ne moreš kupiti, pa pač počakaš v knjižnici, ampak knjiga je tako, kot sem, te 2 sta moji in jaz teh 2 ne dam več, to je moje. In nekako so že z mojo energijo prepojene, sem se že ustavljala na nekih mestih in tako naprej. Torej, vsem na Facebooku, mislim, 2 zdaj knjige, kakor zdaj stanejo, bodo kmalu to 3 kave, naprimer, ne, ali pa 4 kave. Mislim, pomagajmo tudi vsem založnikom, poleg tega, ki s tem tudi gojimo slovensko besedo, rodove naše. A veste, slovenski narod, 2 milijona, 2 milijona nas je in mi smo toliko rodov in toliko stoletij, ne, celo tisočletij obdržali svoj jezik. Zadnje čase, ki ga seveda z angleščino in z tujimi jeziki zelo pačimo in mogoče ga bomo celo sami uničili in ga niso uspeli, ne Italijani, ne Madžari, ne Nemci, se pravi noben sovražnik od zunaj, ampak mi sami. Torej, s tem gojimo tudi lepo slovensko besedo in naše založništvo je v bistvu naš narodni zaklad. Zato vas vabim, kupite knjige, ne kar vse povprek, naj vam tudi duša izbere te knjige, ampak naj vam ne bo žal, to je vaš in naš zaklad. Bom še nekaj povedala in sicer naša Andreja Križan-Lipnik, ki je obiskala to Ščetininovo šolo, je pravzaprav zadnjega Ščetinina, to je piše notri, je ne, nič hudega, vse v redu, je zadnjega fantka rodila doma po načelih iz obredov ljubezni in ta Franc je zdaj že kar lep, krasen fantak in ker pozna toliko in toliko rastlinic, je dobil na rodovnem posestvu prostor za svoj vrtiček. Ampak, ko je ona rodila, je šla na poporodno njegovo bolnico, me je prosila, pošli mi prosim 4 knjige, da jih bom dala zaposlenim tam, da bodo vedeli, kakšen je odnos. In ona pokriva v bistvu 4 občine, v eni dela, v eni živi, v eni ima rodovno posestvo, v eni pa še nekaj deluje in je tudi tako, a ne za novo leto,
Jaz sem tudi prvo knjigo prenovljeno izdala, ampak ne toliko prenovljeno kot to leta 2012, je tudi rekla za župane, tam, kjer delujem in tako naprej. Pa ne zdaj, da delam reklamo, a ne. Kar delajo, ker je tako. Mislim, Anastasija ni nekaj, kar bi reklamno bilo. Tukaj marketinški pristopi sploh ne veljajo, ona sama izbere ljudi. In v bistvu, ko sem jaz dobila prvi izvod od urednice po pošti, jaz sem bila toliko srečna, mene najbolj knjige osrečijo. Ja, mene tudi. Ja. Tako, hvala, če ima kdo kaj za vprašati. Ja, izvolite. Jaz bi sam dopolnil, da je Andreja dela v Sveti, ali pa ima posestvo v Sveti Emi in je tudi tako zasajala sorodniki, kot v knjigah piše, ne? To so vse v naravi ima svoj namen in svojo energijo in to jo podpira. In njeni otroci so res tako čudoviti. Ja, to seveda je jasno, ne? Tudi jaz imam sinove in ne glede na to, da poskušajo živeti v mestih oziroma kje drugje, se dva ves čas vračata, ker sta zrastla tam gor. On prvi ne, ker ni zrastel, medtem ta dva moja, ki sta pa zrastla, je pa naprimer pride srednji, ki ne živi in pride gor in reče, mama, jaz bom prišel nazaj, jaz ne morem, gledaj, kako je to lepo, kakšen mir, kako je lepo. Ne? In mi pa gre vedno kaj pomagati na vrtu ali pa kaj pokositi, pa tako naprej. Evo. Ja, mislim, da bomo vsi morali nazaj k naravi. Ni druge rešitve. Ne, se ni druge. Ni druge rešitve. Jaz pravim, zdaj to je sicer moje, jaz sem amaterka tle, jaz vedno rečem, naprimer, lahko si zamislite New York ali pa velika mesta, pa tudi Ljubljano. Ljudje v bistvu tam, bom tako preko tega rekla, hodijo ves čas v buti, ne? Se pravi, celo, ali pa tudi mi tlele, zimo od junija do, se pravi, od septembra do junija hodimo v buti. Zemlje se sploh ne dotaknemo, gremo na morje, imamo plastične copate, da gremo še v vodo in tako naprej. Vse vi veste, jaz sem zelo, mislim, velika zagovornica bosohoje, ne? In namreč tudi zaradi česa, ker mislim, da je zelo pomembno, da smo ljudje prizemljeni, ne? Mi že znamo gor, ne? Komunicirati oziroma se nam zdi, pa tako lahko sediš, pa malo gledaš gor. Hoditi je pa dejavno, se pravi, si moraš biti dejaven, moraš fizično se premikati in predvsem ti se prizemljuješ, ti čutiš korenine in mislim, da tudi za duševne bolezni to zelo veliko zdravilo. To je moje pač. Za duševne bolezni in se naučimo ozaveščene hoje in pa seveda inteligentne hoje. Poglejte malo, kako ljudje hodijo, pa ne zdaj, da sem grda, ampak vsi drobencljajo, pa hitijo, a ne? Inteligentna hoja, ozaveščena. Recimo, jaz sem bila poškodovana in nisem mogla hoditi. In me je vse to pripeljalo do tega, kar sem zdaj. In se mi zdi tako dragoceno, da lahko hodimo. Preveč jemljamo stvari samoumevne, a ne? Vse jemljamo. Ja. In že hoditi se nam zdi samoumevno, pa ni, no? Ker eni morajo sam sedeti, a ne? Jaz pač sedim 24/7, ampak v moji glavi je pa pač tako, da vsaj, če že sedim, vsaj gledam, kje sedim. To se pravi, tudi zdaj, če opazite, sem se presedel. Ja. A ne? In to je ful pomembno, pač, da zamenjaš, če že sediš, da zamenjaš pozicijo. Da se usedeš na tla, jaz recimo doma tudi zelo veliko na tleh sedim, sazujem vse, sedim na tleh. Čeprav je parket, pa pač, ampak les je. Čist drugač, občutek je čist drugi, a ne. In ne vem, meni je ful smešen, kar rečejo recimo, kaj mi, ko smo na vozičku, se ponovadi tal sploh ne dotikamo, oziroma redko prideš v situacijo, da pač stopaš prav na, ne vem, na beton, travo. In tako jaz, ko grem recimo na morje, gledam samo, da se na travo. Ali pa, ne vem, tudi če sem v vodi, pač, da sem čim bolj
da sem čim bolj izven tega okvirja, v katerem pač moram biti. Ampak včasih je težko, pa pač se ne da, a ne? Ampak gledam, tudi če je to beton, da se usedem na beton, da začutim tisti pač trenuten moment. Recimo v Ljubljani to lih ne naredim, ker je pač Ljubljana vse veliko mesto in bi pač vsi čudem gledali, kaj se ta zdaj po betonu meče. Ampak gledam, da sem čim bolj izven tega vozička, v katerem pač moram sedeti. Bravo, evo. Ker v bistvu, tudi če ste opazili, ne vem zdaj, koliko me poznate, pa koliko me ne, ampak nikoli nisem privezan na tem vozičku. In tudi velikokrat padem zaradi tega, ampak pač se mi zdi, da če bi bil pripet, da bi me to omejevalo, ne? Da me to takoj veže, da me to takoj moti, ne? In pač gledam, da sem čim manj na tem vozičku, ne? Je pa res, da pol to vse telo čuti, ne? In pač ne morem pol več. In se pač uležem ali pa ne vem, sem v drugi poziciji potem. Ampak naravo pa ljubiš, ne? Mislim, v naravi sem zelo malo, moram biti iskren do sebe. Ampak takrat, ko sem, se mi zdi, da veliko dobim, ne? Pa več, še več pek naravo, še Ja. več. Živi, da bo še večjo srečo čutil. Mislim, pač odvisno je tudi od narave same. Sem, ne vem, meni ni dovolj samo en travnik ali pa mora biti to neko, pač neka večja stvar. Ne vem, ko ste vi prej rekli, da je dovolj samo balkon, ne? Jaz lahko na balkonu posedim nekaj, pa mi ni to isto. Pač moram, tako kot ste rekli, ta knjiga se bere v naravi, ne? In jaz pač moram se dejansko cel premakniti nekam, tako, da pol res lahko začutim to. Ker če sam, ne vem, ven grem na balkon, ni to isto, ker je okoli mene beton, ne? Jaz pa ti lahko vem, imam pa drugačno izkušnjo, jaz pa lahko tudi na koščku betona, meni majhni, vse omejeno, pa glava dela svoje, oziroma si predstavljam. Jaz tudi to lahko, ne, ampak ni isto. Ja, To hočem povedati. Aha. Da pač lahko se transformiram, da sem jaz zdaj nekje, ne vem. Ni isto, kako pa veš, da ni isto? Ker občutek ni isti. Občutek ni isti. Recimo, samo en primer da dam, ne vem. Jaz sem recimo živim že cel življenje v Ljubljani, ne. Ljubljana je, kar veste, betonsko mesto, več ali manj, ne. Povsod kamorkoli se obrneš, je več ali manj betona, ne. Čeprav je Slovenija je ful lepa, pač ima ful teh zelenih območij, ali kako naj temu rečem. Ampak recimo jaz sem zdaj pred kratkim sem imel eno možnost, da grem v Bohinj, ne. In jaz, že ko sem prišel iz avta ven tam v Bohinju, je zrak drugačen, so ljudje drugačni, ne vem, kamorkoli prideš, si dobrodošel, ne vem. Jaz sem imel tisti prvi feeling, jaz bi se sam tam na travo ulegel. Pač, pa vem, da to mogoče ni dovoljeno, ali pa, ne vem, mi me vsi čuden gledali, kaj pa tam zdaj skače. To, kaj te gledajo čuden ali pa kaj. Le, jaz te razumem, mi dva morava zdaj končati zaradi tega, ker, a veš, razumem, tam si doživel to, v živo. Ja, in v bistvu tam, hočem samo še to povedati, ta moment, tiste, ne vem, 2 ur ali pa 3, ko sem bil tam, te toliko nafilo, kot da bi bil, ne vem, pol leta nekje, tako, pa pač se vrneš v tisti svoj kraj nazaj, ampak je dovolj tisti moment. Ja, kako lepo, v glavnem. Hvala ti, da si delil z nami to svojo zgodbo. Ja. Upajmo, želimo ti čim več trenutkov v naravi.
Zdaj pa še, če bo kdo, kaj če ne se pa lahko poslovimo, namreč... Jaz bi še imela eno vprašanje, jaz tudi že skozi od začetka tole spremljam, imam doma celo zbirko, ta staro še, od Mešička in tako. Zdaj me pa zanima, gospa Helena, kakšna razlika je zdaj v teh ta novih? A je kaj novega, to kot ste rekla prej, da so neka nova poglavja? Nova poglavja. Tudi v unih drugih knjigah ni teh poglavij? Ne, čisto nova poglavja. Me gre na novo že drugič napisal. Že takale zelena, ko je šla 2012, so nova poglavja, tu so pa še dodatno nova. Stvarjenje je dodano, potem pa energija tvojega rodu, pogled v prihodnost, kaj se dogaja. Me gre se sprašuje, joj, tako je razočaran, upada prebivalstvo Rusije, vedno več je tujcev, kaj se dogaja z Rusiji. Statistično to se res dogaja. V Rusiji posebej plačajo, če imaš otroka. Ti dobiš take dodatke, to, ko sem se učila ruščino, so te naravne govorke to povedale, tako zanimivo. In on se to sprašuje in je začutil in je šel na svoj hektar in tam ga je pričakala Anastasija in je povedal to, kaj narediti. In je rekla, ja, ko je razmislila, razmislila, ja, in potem pravi, lej, zakaj je vedno več muslimanov, Azijcev, ja, oni spoštujejo svoje rodove, do 7 kolen nazaj, koliko pa mi? Rodovni prostor. Včasih so bila na podeželju, v krščanski dobi, žegnanje, pa so prišli vsi sorodniki. Zdaj tu tega ni več. Torej, naloga je, vsak v družini, ki ima rodovno posestvo, naj si zamisli, da bo to družinski praznik en dan in povabi vse sorodnike. Če nima sorodnikov, prijatelje. In naj to proslavijo. In naj posadijo eno drevo. In bodo se tako spominjali vseh prednikov. Tudi če ne vedo zanje. To, kar sem govorila prej o tej reki življenja. Gre samo za ta miselni preklop. Drevo je močno, ko ima korenine. Če nima korenin, ni močno. To je noter par poglavij, tako božanskih. In še več. In tako, zanimivo je, že ko sem kot Žarek izdala prvo knjigo prenovljeno, so ljudje rekli, ne, to ni prva, to je 11. knjiga, ker jo je napisal z zavedanjem. Ta je pa krona stvarstva. Tako. Kje se pa kupijo? Tule jih lahko kupite. Tule so, lahko vzamete, greste na blagajno. Tako, konzorcij nas, Mladinska knjiga nas prijazno gosti. So tudi moje knjige tam, lahko pa tudi preko spletne trgovine. V vseh knjigarnah. V vseh knjigarnah, tako da... Zdajle sem mislila. Ja, tako da ja. Še nekaj bi mogoče rekla, veste, da ni 9. knjige. To vem, ja. 9. knjigo mi sami pišemo s svojim življenjem. Čeprav je knjig po številu 9, je recimo Obredi ljubezni 8. knjiga, 2. del. Ker je rekel, da bo napisal še 3. pa 4. del. Tako da, ko bo napisal. A še kaj? Še kakšno? Je smiselno, lahko samo za zadnjo vzamo kupiš ali moraš vse? Knjige so napisane tako, da je na vsaki nek povzetek. Če pa ne morete slediti, so povzetki vseh knjig objavljeni na moji spletni strani Žarek pod založbo. Lahko se bere vsaka posebej. Anasta govori o moči misli, o hipoteki antirazuma, o rodovni knjigi, o deklaraciji rodovnega posestva, o ognjeni ptici.
vsaka knjiga je tako nekaj posebenega, ni treba po vrsti brati. V bistvu tudi dobiš noter tisto isto, kot če ne prebereš. Ja. Ja, ampak ni tako, da bi bil... Če je v bistvu smiselno zame vzeti samo eno, rečemo. Kaj pravi vaše srce? A se nagnete naprej ali ne? Ne zdaj z razumom. Sama se odločite. 20 let nazaj je brala gospa knjigo Čestitke. Prvo, potem sem pa čez koliko let vzela. Ja, to je bilo čisto drugo. Drugače doživljaš verjetno. To so žive knjige. Žive knjige in vsakič nekaj drugega. Pritegnila tako, kot da sem na drugem svetu. Ampak sem jo vzela tako, kot roman bereš, ali pa nekaj za rast osebnostno, ali kakoli. Ampak sem pa čez določen čas mi je spet padla, sem rekla se, bom pa spet vzela. Popolnoma drugače. Ko jaz Dostojevskega Idiot sem brala pri 15, 25, 45, pa zdaj, kada nisem ista, kada je vsakokrat znova. Zdaj to prebrala, sem bo spet en nov svet, absolutno. Se bo, pa še nekaj, jaz tukaj zdaj pijem vodo, a ne, bom en konkretno tako primer povedala. A ne, jaz sem žena, a ne, Rusi sploh nimajo tega, oni nimajo jaz. In to imajo ti germanski oziroma angleški, nimajo. Это меня зовут Елена Йожевна, моя фамилия Цесар. Я хочу пить воду. Oni tako rečejo, ja хочу, jaz hočem pit vodo. Ja хочу jest. Ne, jaz sem lačna. Ja, pa kaj če si? Malo tako se dajmo poslušati, kako mi govorimo. In še nekaj, je krasno poglavje o vodi. Voda na zdravje. Zakaj se reče na zdravje, ko pijemo vodo? Da mi informiramo celice oziroma vodo v telesu, medcelični prostor, ki je potreben, da se celice pravilno delijo. Vplivamo na vodo v svojem telesu, vemo, da je voda nosilec informacije in zato rečeš na zdravje. Anastazija celo pravi, poišči si neki zvir, pej tja po vodo, dej zamrzen, ali pa natoč si in dej si jo postav za večer v kozarček, pa spodaj en zelen prtiček, pa reč, vodica, očist me, in zjutraj to rukneš in si zdrav, recimo. Če pa date noter še kakšno tole igelco, sem rekovo, to je največji vir vitamina C po zim, sem da jo požvečte. Sami informirajte, vse to nam je dano, ne rabite ne vem česa, tako da zdaj pa res na zdravje. Na zdravje! Hvala!